Če bo obveljal novi zakon, bo ta prepovedoval vožnjo v naravnem okolju, na to pa dopušča izjeme, na kak način se stvari lahko legalizirajo. V tem primeru potem lahko kar zaključimo, kar zapremo trgovino. A ljubitelji kolesarjenja se ne bodo predali, zato so na Koroškem organizirali tudi javno tribuno, na kateri so oblikovali stališča za kmetijskega ministra Židana. Želijo predvsem, da se kolesarjenje obravnava ločeno. Da ne sme biti kolo obravnavano tako kot samotorna vozila. In da kolo predstavlja na področju gorskega kolesarstva kolo predvsem športni pripomoček. In ne uničevalec narave. Pomemben del športa so tudi tekmovanja, a zakonom bi omejili tudi te. Dovoljena bi bila zgolj na kategoriziranih poteh, torej cestah. Si ne želim, da bi se to zvrst kolesarjenja omejili in na njih gledali kot neke, ne vem, res nasprotnike, ilegalce, uničevalce. Predvidene globe za posameznike so do 3000 evrov, za podjetnike pa tudi do 75 000 evrov. Zaradi glob in konfliktov med kolesarji, lovci ter gozdarji nekateri predlagajo kolesarske vinjete. Tudi vsak dobil svoj delež, ko bi rekel, na pošten način vrneno. In koristniki, in tisti, kateri so tukaj vključeni kot lastniki zemljišča ali pa ljubitelji narave. Lastnik zemljišča, skozi katerega se peljejo kolesarji, je tudi Franc Prošt, a zanj bolj kot evri velja vljudnost. Dober dan, veliko pomeni, več kot pa prinesti evre v torbi. Poleg omenjenih akterjev bi novi zakon negativno presenetil tudi tujce. Za tujca, ki pa prav zato, da bi kolesaril prišel v Slovenijo, pa seveda to ni zanimivo. On išče več. In Scotland they changed the law 10 years ago where they made it open access so you can go anywhere in the countryside. Kolesarstvo ima velike ekonomske posledice, zato dobro premislimo, kako bomo z njim gospodarili.